Drage občanke, spoštovani občani občine Kranjska Gora, 2 dni je minilo od zadnjega javljanja našega kriznega štaba občine in danes v sredo, 18. marca, se vam ponovno javljamo. V normalnem času 2 dni v življenju ne pomenita skoraj nič. V sedanjih časih krize, pandemije in seveda epidemije koronavirusa tudi v Sloveniji, pa je 2 dni kar dolga doba. V teh dneh je tako in drugače prizadeto se strani pandemije skoraj 100 držav širom sveta. V šole nas zahaja skoraj 900.000 otrok širom sveta. 10 držav Evropske unije je zaprlo svoja vrata oziroma ne omogoča več prostega prehoda svojih meja. Velike tovarne in korporacije zapirajo svoja vrata. Javno življenje v Sloveniji in tudi Evropi ter tudi širom sveta v velikih državah je popolnoma zamrlo. In prehajamo v resno tako zdravstveno kot tudi socialno krizo. Predsednik Francije Macron je označil to za vojno in jaz mislim, da je to res vojna, sicer z drugim načinom in z drugim sredstvi, ampak vsekakor smo v težkih prelomnih časih. V občini Kranjska Gora se v 2 dneh na vso srečo ni spremenilo veliko. Moram vam povedati, da nimamo do današnjega dne, do 10. ure, še nobenega potrjenega bolnika z koronavirusom, tako da se vam na tem mestu lahko za vašo samozaščitno in seveda predvsej, moram reči, državljansko držo zahvaljujem in upam, da se tako držimo še dolgo. Ni pa seveda vse skupaj to garancija, da se tudi v Kranjski Gori na naših področjih ne pojavi izbruh koronavirusa, katerega pa seveda se bomo mogli tudi lotiti, tako kot smo se lotili vseh ukrepov že do zdaj. V današnjem javljanju moram predvsem poudariti, da sem vesel, da smo občanke in občani občine Kranjska Gora ostali kljub težki situaciji še zmeraj eden drugemu sosedu, da je spet po dolgem času prišla do izraza naša tovariška pomoč eden drugemu, prijateljstvo, zaupanje in seveda neizmerna volja do rešitve in seveda do izhoda iz te krize. Jaz bi tukaj vam se zahvalil predvsem za te poteze samoizolacije, da se res držite navodil našega republiškega zavoda za javno zdravje, civilne zaščite, tudi občinske in od ponedeljka, odkar je zamrlo v bistvu ta družbeno življenje, je res opaziti, da tudi v občini Kranjska Gora zelo upoštevate te nasvete, da se ne družite, da ostajate doma in jaz apeliram na vas, da še zmeraj apeliram tudi na naše drage vikendaše, ljudi, ki v naših krajih preživljajo svoje proste urice in ki zdaj koristijo svoja stanovanja, sekundarna bivališča za preživljanje tega časa težkega. In tukaj bi res opozoril, da tudi naši vikendaši upoštevajo vsa navodila, da ne vzamejo bivanje v Kranjski Gori kot preživljanje svojega prostega časa dopusta in da se obnašajo tudi skrajno samozaščitno in odgovorno, tako do občanov občine Kranjska Gora,
tako do njih ne nazadnje in do celotne skupnosti, to je Republike Slovenije in vseh državljanov. V tem času se je zaprlo marsikaj. Zaprla so se letališča, mednarodni promet, avionski je ugasnil. Zaprla so se tudi igrišča, tudi občina Kranjska Gora je uporabila 33. člen svojega statuta in prepovedala uporabo vseh igrišč in svojih javnih površin namenjene igranju otrok in mladostnikov. Vsa igrišča in otroška igrala so tudi zaprta, označena in jaz opozarjam na to, da se resnično te otroška igrala in igrišča za ta čas opusti, kajti vemo, da se prenaša virus na plastiki in kovini tudi po dnevu, dveh in to je največji riziko teh otroških igral, kjer pridejo otroške in seveda tudi roke staršev v kontakt z temi igrali, z v bistvu napravami in se lahko kaj hitro zgodi, da se zadeva prenese z otroka na otroka ali z otroka na odraslega. Tako da jaz bi res prosil, da se to upošteva. Sicer pa jutri po navedbah vlade in po depešah, ki jih dobivamo, tudi v bistvu stop v odredbo odlok oziroma uredba, ki bo prepovedala zbiranje na javnih površinah in v javnih prostorih. S tem bo preprečeno druženje ljudi in omejeno bo na število 5. Vkolikor se bojo grupirale skupine večje kot 5, bo policija lahko in seveda bo kaznovala za kršenje zakona o epidemiji. Jaz bi vas tukaj pozval, da se javnih prostorov in javnih površin od jutri dalje izogibate in da sledimo navodilah države. V tem času smo na občini seveda tudi ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite uvedli marsikakšno zadevo, ki je bila tako po uredbah države in tudi po uredbah Republiškega štaba civilne zaščite nujna. Uvedli smo dežurne službe za prevoz oseb, ki bi v nujnih primerah rabile prevoz. Zato imamo na voljo 2 kombija in 2 osebna avtomobila. Za prevoze oseb in za to logistiko bi in bomo prvo uporabljali zaposlene na občini, na komunali in na Turizmu Kranjska Gora. Tako da za začetek tudi te prostovoljce, ki se jim zahvaljujem in ki jih ni malo, ki se javljajo tako meni kot na občino, ne bomo rabili, vsekakor pa, ko se bo potreba pokazala, pa najlepša hvala za vašo pripravljenost pomagati skupnosti in imamo zapisane številke, imena in vas pokličemo, vkolikor bo stvar tako daleč, da bo tudi potrebna. Za občane, starejše, za občane, ki so nekako hendikepirani in ki si ne morejo privoščiti nabave osnovnih življenjskih potrebščin, se lahko v Gozd Martuljku v trgovini Jezerci na telefonski številki, ki jo bom zdajle povedal, dogovorite za dostavo hrane oziroma življenjskih potrebščin, seveda pa je to plačljivo. Je pa številka gospe Dragice Pintar 041 311 830. Šla vam bo na roko in vam v roku
dneva največ 24 ur dostavlja, kar se boste zamislili in kar boste naročili. Tako da tudi glede tega boste lahko na spletnih straneh občine dobili informacije in seveda to številko, ki sem jo vam zdaj povedal. Mogoče bi samo povedal še o delovanju komunale za samo pogrebno službo. Pogrebna služba se v občini Kranjska Gora v teh kritičnih časih, ko je prepoved druženja, vrši nekoliko drugače. In tukaj vam bom prebral priporočila oziroma navodila naše komunale, ki so narejena po Nacionalnem inštitutu javnega zdravja, ki je dal tudi navodila in seveda smernice, kako naj se vrši. V glavnem, od 16.3. se naslednje ukrepe vrši, in sicer, da se pogrebe opravlja samo v družinskem krogu, uradne ure in zasebne obiskov v bistvu v prostorih pogrebne službe ni, se pravi, vešče so zaprte. Dosegljivi so na telefonski številki 031 334 533 24 ur na dan in seveda tudi po elektronski pošti pogrebna.jesenice@eko.si. Tako da pogrebne storitve lahko v bistvu tudi v obdobju izrednih razmer potekale. V bistvu je pa, da se pa priporoča, da tako kot sem rekel, da je že pogreb v ožjem družinskem krogu, pa da se odsvetuje tem rizičnim skupinam udeležbo na pogrebu, kot so starejši, bolni, pa tudi otroci. Zdaj, kar sem že rekel in kar velja za vse javne mesta, je tudi tukaj na pogrebah priporočeno, da se zadržujejo vsaj 1,5 do 2 metra eden od drugega in da se ne zadržujejo v skupinah. Ampak ne glede na vse, komunala pogrebne službe, pogrebno službo vrši normalno. Jaz bi vam mogoče še omenil zadevo, pač da imamo po nalogu vlade v Ratečah nameščene v prostorih kliničnega centra medicinsko osebje, ki je v bistvu tudi seveda primerno z varnostno službo varovano. So pa to ljudje iz naše prve bojne linije, tako da in Policija Kranjska Gora in civilna zaščita, štab je o tem obveščen. Ostanemo v glavnem ljudje, bodimo človek človeku, to so res, še enkrat povem, ljudje iz prve bojne linije, objekt je last kliničnega centra in vse, kar je, sigurno potrebujejo mir. Mi pa želimo, da v občini Kranjska Gora ta stanje ostane čim dlje, da se nas ta koronavirus čim bolj izogne. Mi na občini, na štabu civilne zaščite in tudi policija delamo vse, da to tako tudi ostane. In jaz vas danes v sredo, 18.3. s temi besedami tudi pozdravljam in vam želim samo, da ostanete zdravi. Hvala. Kot že veste, je bil v ponedeljek sklican razširjeni štab civilne zaščite na občini. Za lažjo koordinacijo je bila določena ožja operativna sestava štaba, v katero so vključene najbolj nujne službe za delovanje občine. Policija, gasilci, komunala in zdravstvo. Vsaka služba je dobila usmeritve dela na podlagi odredb
in sklepa vlade ter štaba civilne zaščite Republike Slovenije. Dnevno se skupaj z županom občine seznanjam situacijo glede delovanja služb in glede na poročila iz zdravstvenih ustanov o številu okuženih ali obolelih v naši občini. V naši občini smo na pravi poti, da pravočasno in v veliki večini zajezimo virus. Z Gasilsko zvezo Kranjska Gora in vključenimi gasilskimi društvi opozarjamo vse prebivalce občine na dosledno upoštevanje odloka o prepovedi kurjenja v naravnem okolju, saj s takšnimi dejanji nepotrebno izpostavljamo gasilce morebitni okuženosti z virusom, vemo pa, da so prav gasilci tisti, ki bodo v vseh situacijah nujno potrebni za zagotovitev tako požarne varnosti, kot nenazadnje pomoči v vsakršni nezgodi, ki se nam bo pripetila v nadaljevanju. Na občini je bila odprta telefonska številka 045 809 809 za primer naročila nujnih storitev v primeru z okužbo z virusom COVID-19. Z odredbo štaba civilne zaščite v ponedeljek smo zaprli vsa športna in otroška igrišča, vse z namenom preprečevanja širjenja virusa in zadrževanja velike skupine ljudi na majhnem območju. Kot je že župan povedal, smo na občini organizirali prevoz nujno življenjskih potrebščin za tiste osebe, ki zaradi okuženosti z virusom ali samoizolacije ne smejo zapuščati objekta. S svojim početjem in nespametnimi potezami naj prebivalci in obiskovalci občine v teh težkih časih, ko se javno življenje skoraj ustavilo, ne ogrožajo vseh ostalih služb, kot so policija, medobčinsko redarstvo in nenazadnje komunala. Včerajšnji in današnji prihod dveh oskrbovancev Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v njihove prostore je dodobra pretresel predvsem prebivalce Rateč, kot tudi ostale občane. Naj vam povem, da so oskrbovanci medicinsko izobraženi, gre za medicinsko osebje, samoodgovorni, prepovedan je vsakršni izhod na javne in zasebne površine v okolici. Objekt je samozadosten, imajo prehrano in je za komunalne odpadke poskrbljeno. Objekt je pod 24-urno varnostno zaščito. Država bo glede na načrt namestitev v primeru epidemije koristila najprej objekte v njihovi lasti, šele nato bodo prevzeti objekti zasebne lastnine. Obljubljeno je strani države, da bodo takšni objekti, kolikor bo mogoče, na čim bolj dislociranih enotah iz urbanih središč. Prav tako apeliram na vse prebivalce in obiskovalce naše občine, da se vedejo samoodgovorno, dosledno upoštevajo vsa navodila o samozaščiti in jih pozivam, naj se zadržujejo doma, se odpravijo po nakupih nujno življenjskih potrebščin sami in samo, ko je to najbolj potrebno. Na občini in štabu civilne zaščite se trudimo, da vas o vseh ukrepih in odredbah, nenazadnje aktualnih informacijah tekoče obveščamo, saj se zavedamo, da je dobra informiranost prebivalcev ključna v kriznih situacijah. Prosim, da spremljate lokalne medije, internetno stran občine in ostale družbene medije, kjer se občina pojavlja. Ostanimo zdravi tudi naprej.